Ja, delo je precej drugačno, ne. Tukaj je na ministrstvu lep pogled na celoten zdravstveni sistem drugačen. Ni toliko operativnih nalog, kot so bile prej v Splošni bolnišnici Celje. Čeprav saj v tem času je moje delo zelo povezano z epidemijo, z bolnišnicami, tako da imam še vedno praktično dnevni stik z bolnišnicami, ampak sedaj se pravzaprav pogovarjamo o vseh bolnišnicah, prej je bila pa seveda skrb za eno. Tu se srečujem predvsem z organiziranjem, z urejanjem zakonodaje, odredb, uredb, se pravi postavljanje pogojev, ki smo jih pravzaprav v Splošni bolnišnici potem realizirali. Tukaj pa zdaj eno stopnjo više, ker je treba predvideti vse opcije, poskrbeti za to, da so zadeve tudi pravno ustrezno zapisane, da so tudi jasne, seveda potem izvajalcem v bolnišnicah, v zdravstvenih domovih in tako naprej. Tega prej tam ni bilo, ne, smo pravzaprav realizirali tisto, kar so tu na ministrstvu nekako predvideli, dali usmeritve, zdaj sem pa na mestu, kjer pa pravzaprav te usmeritve moram sam poskrbeti za njih. COVID-19, dnevna skrb, najbrž tudi vaša nočna mora, če lahko slikovito malo rečem. Na kakšne načine zdaj cepljenje je odprto pravzaprav za vse starostne skupine, tudi za mlajše, ampak vendarle vsak dan, vsaj nekajkrat dobite na novinarskih konferencah podobno vprašanje, ampak vendarle, kako doseči veliko večjo precepljenost, kot je zdaj? Ja, glejte, cepljenje pravzaprav razumem kot naše najmočnejše orožje pri premagovanju epidemije COVID-19. Verjetno smo od vseh ostalih ukrepov že precej utrujeni in smo jih tudi nekako prešli. Razen teh osnovnih 5 ukrepov je cepljenje tisto, ki pa bo lahko zagotovilo, da se bomo vrnili v kolikor toliko normalno življenje. Dejstvo je, da cepljenje sicer napreduje. Tedensko bomo zdaj imeli verjetno tam dobrih 100 tisoč cepljenih prebivalcev, bodisi s prvim, bodisi z drugim odmerkom, ampak do tistega končnega cilja, se pravi 60% precepljenosti, smo še kar relativno daleč. Seveda bi pravzaprav najprej rad pozval popolnoma vse prebivalce in prebivalke, da poslušajo stroko, namreč veliko preveč je negativnega mnenja predvsem na socialnih omrežjih o cepljenih, premalo se posluša strokovnjake, ki cepljenje, vse prednosti poznajo. Kar se tiče samega cepljenja, je treba poudariti, da skušamo biti izredno transparentni. Tako da imamo na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje redno objavljene podatke o številu cepljenih, o starostnih skupinah, o cepljenih po občinah. Hkrati tudi poročamo o vseh neželenih stranskih učinkih, tako tistih manj pomembnih, pričakovanih, kot tudi o najbolj resnih. In pravzaprav na ta način skušamo prebivalce tudi seznanjati s tem, kaj cepljenje pomeni. Zavedati se moramo, da brez takšnega načina nikakor ne bomo uspeli, no bomo pa tudi še v tem tednu, prihodnjih dneh, šli tudi z dodatno akcijo strani NIJZ-ja, da bi to pomen cepljenja še dodatno predstavili prebivalcem. Tukaj pa jaz prosim prav vse prebivalce k solidarnosti, tako medgeneracijski, potem medsosedski solidarnosti, da za možnostjo, da se ljudje prijavijo na cepljenje, pridemo do zadnjega prebivalca, prebivalke Slovenije, kjerkoli živi. Vsak ima verjetno vsaj nek stik in prav je, da tem ljudem pomagamo. Mi se bomo pa potrudili, da bomo tudi omogočili, da se bo cepljenje izvedlo tudi na domu. To se ponekod že izvaja, tako da bi ta procent precepljenosti bil takšen, da bomo lahko način življenja, ki ga imamo zdaj kar precej omejenega, lahko spremenili. Ključno vlogo pri prenosu teh informacij
Imamo zagotovo mediji, ampak tisti vplivnejši, večji, pravzaprav vaših argumentov pogosto ne slišijo. Kateri vaš argument je najbolj preslišan in ga velja še vendarle enkrat počrtati, ne glede na že vse povedano? No, jaz bi pravzaprav predvsem rad poudaril, da se mora poslušati stroka in da se stroka posluša. No, jaz tudi pri svojem delu, kljub temu, da prihajam iz zdravniških vrst, se sestanem z člani različnih posvetovalnih skupin in pravzaprav tam najdemo prave odgovore na vsa vprašanja. In trudimo se, da bi vsi ukrepi, vsi odloki, ki jih nekako sprejemamo, potem na ministrstvu imeli ozadje v nekih strokovnih odločitvah. Pravzaprav to je mogoče še ena od stvari, ki je najbolj pogrešam potem tudi v nekaterih medijih. Za konec tega najinega klepeta, morda še nekoliko neresno vprašanje. Imate enako ime kot laški dolgoletni župan. Nameravate prihodnje leto, ko bodo lokalne volitve, kandidirati? Ne, glejte, jaz sem povedal, da odhajam na Ministrstvo za zdravje jaz imam 5 ciljev, sicer sem si postavil, z aktualnim ministrom za zdravje sodelujeva že zadnjih 10 let na različnih projektih in tudi pri teh 5 ciljih sva našla popolnoma skupno stališče, tako da moja želja je, da vsaj večino teh ciljev uresničim, da strani Ministrstva za zdravje lahko nekaj stvari, ki jih nekako na lokalnem nivoju ne moremo urediti, skušamo urediti, da vplivamo lahko na zakonodajo, da izboljšamo delovne pogoje, da vplivamo na samo tako organizacijo, vodenje javnih zdravstvenih zavodov, kot tudi na način nagrajevanja zaposlenih v zdravstvu in pa predvsem tudi njihovo razporejanje na tista delovišča, kjer je tega največ, kjer so najbolj potrebni. No. Drugače pa politika zaenkrat ni tista stvar, ki bi bila moja prioriteta. Še vedno sem in ostajam zdravnik in se pravzaprav zelo veselim, da lahko v prihodnjem tednu se vsaj za en dan vrnem v Splošno bolnišnico Celje in tam ponovno opravljam tisto delo, za katerega sem se pravzaprav izšolal. Morda še kakšna druga zadolžitev, ki je pred vami? Ja, dobro, moja naloga je vezana predvsem tudi na bolnišnice, na koordinacijo dela bolnišnic. Kljub temu, da so trenutne epidemiološke situacije ugodne, pa je treba povedati, da je v bolnišnicah še vedno hospitaliziranih kar precej pacientov. Namreč vemo, da trenutno imamo paciente nameščene v 13 COVID bolnišnicah. Naša želja je, da se to število zmanjša in da se tudi obremenitev s COVID programom v bolnišnicah, tistih, ki bodo še to ostale, tudi nekako zmanjša, tako da bi lahko v čim večji meri zagnali ostale programe. Ukvarjam se tudi z organiziranjem dela v obdobju, ko bo COVID postal manj pomemben, kajti morate vedeti, da COVID v letošnjem letu iz slovenskih bolnišnic ne bo popolnoma izginil. Še vedno bo potrebno imeti neke kapacitete namenjene neko organizacijo za to, ampak vsi ostali programi so ravno tako pomembni, no, tako da na ministrstvu pripravljamo tudi tako imenovan nacionalni razpis, ki naj bi pomembno vplival na odpravo najdaljših dopustnih čakalnih dob. Voščim vam uspešno delo in en vendarle prijazen dan. Hvala za pogovor. Ja, hvala lepa, srečno.